To je tako, to je Bali, ki nima veze z Balijem. To nima veze, mi smo 2 uri smo na plaži v celih 10 dneh. Vse ostalo je sam del. In to je tako noro, da boš videl. Čak to vodo moram dati stran, je. Pa lahko začnemo. Ne vem, če je kdo tako subtilen, tako prefinjen in tako čist v tistem, kar izreče, kot je moja današnja gostja Zvezdana Mlakar. Ne znam ti reči, ne igralka, ne znam ti reči mama, ne znam ti reči žena, ne znam ti reči pisateljica, ampak se mi zdi, da je najbolj te definira ta tvoja čistost, ta tvoja iskrenost, ta tvoja globina, ker se mi zdi, da jo je mogoče širša Slovenija spoznala tudi s tem, ko si začela upati govoriti, komunicirati, na glas govoriti. Saj verjetno te je ta igralski aspekt, sploh to, ko sem poslušal, naprimer, kako težko je bilo skozi šolo, kako so vas poskušali polomiti za to, da so vas naredili v format, ki se jim je zdel, da jim ustreza. Potem pa, ko verjetno toliko odrov prehodiš, ko toliko ljudi nasmejaš ali pa razsvetliš, v enem trenutku nimaš več te ovire in preprosto si, in pol si Zvezdana, in pol si. In jaz mislim, da sem zaljubljen v to tvojo čistost, v to tvojo iskrenost in se mi zdi, da sem zato vesel, da si moja gostja. Dobro večer, Zvezdana. Dober večer, dober dan, Ja. dragi Mark. Veš, kaj zdaj te poslušam in kaj mi tako lepo to govoriš. Jaz se moram najprej tebi zahvaliti. Ti si bil prvi, ki si meni dal, se spomniš, možnost, da sem jaz imela pogovore. Se spomniš 40 plus na tvoji papriki. In meni se spomnim, da so me kolegi spraševali, pa kaj to delaš, pa kako to, pa igralci tega ne delajo in tako naprej. In jaz se spomnim, takrat sem že pisala tiste uvodnike. Ti si verjel vame in videl v meni nekaj, kar se meni sanjal ni, a razumeš? In ti si mi tudi ti si rekel, da sem televizična, tega ne bom nikoli pozabila. In meni, a veš, to so bile postaje v mojem življenju, ko danes gledam, kakšno življenje sem imela kot igralka, se pravi, prideš s talentom, z voljo, z ljubeznijo, zaljubljenosti v umetnost, v ustvarjanje, te raztrančirajo, te razsujejo, se pobiraš, ne veš, kateri so tvoji najboljši izrazi, iščeš tukaj, iščeš tam in potem imaš ene par angelov v življenju, ki vidijo v tebi svetlobo. In eden izmed teh angelov Kako si je si pa tako tudi lepo ti. v belem sva oba. Ja, pa oba, ja, res. Hvala In ti, ful moram ti ti hvala. reči, da sem ti res hvaležna, ker to mi je dalo tudi to, kar si ti pol, kar si pol razvil, tudi eno določeno samozavest, da sem jaz začela verjeti vase. Da lahko jaz, celo jaz, ki imam ves čas napisan tekst kot igralka, tako pa to, pa to, pa to lahko rečeš in seveda lahko skozi te besede poveš pokažeš svoj odnos do sveta, ampak svoje besede govoriti na glas, zato pa mi igralci nismo strenirani. In zame je bilo to zelo velik izziv in ena izmed teh stopničk, da sem si jaz začela verjeti, da te stvari, ki jih jaz razmišljam, oziroma kako jaz razmišljam, da to ni najbolj glupo na svetu, da to ni najbolj nič vredno in da je vredno, da se ga sliši. In pol, ko sem imela pa oddaje, sem pa presenečeno ugotovila, da ne samo, da se sliši, da to ljudje z mano delijo, te poglede, ta razumevanja, ta čustvovanja in tako naprej. Tako da, dragi moj angel, hvala ti, eden izmed Kako si to lepo rekla zdaj, hvala ti. Ja, ampak sem vesel in tudi ful mal ponosen na to, no, da v bistvu Ja, s ker to imaš nos tudi, refleksijo veš. nazaj. Ti imaš nos za ljudi, ne. To mu tako, dragi moji, zaupajte Marku, on če za nekoga reče, mislim, kar se ustavite. Ja, veš, tudi se mi zdi ta kombinacija tvoja z Rokom, kako sta vstopila potem v segment, seveda na večjem stageu, kot je nacionalna televizija, spet z odgovornostjo, ne, sej mogoče tudi Paprika dopuščala spet eno drugo, ne, bolj neobremenjeno, ne, ker na nacionalki si vseeno morala verjetno skupaj z urednikom razmišljati drugače, tudi poskus, ne bom rekel Pritisk je bil ja. bolj večji, ne. Ker jaz sem si že takrat sem
že imela toliko izdelano, da sem rekla, jaz ne bom nekaj drugega delala, kar jaz mislim, da ni prav. In če hočete imeti pogovore, ki jih vodi, se pravi Zvezdana, ki je igralka, ki ima te pa te sposobnosti in tako, jaz nisem novinarka, jaz nočem biti novinarka, mislim, jaz nočem nekomu vzeli skakati, ljudje so študirali novinarstvo, oni imajo svoja pravila, oni se morajo tega drugače lotevati, jaz se pa lotevam tako, kot pač, ne, Ampak, a ni banalno, jaz sem pogledal vse oddaje, nekaj njih celo parkrat, ne, zato, ker se mi je zdelo, da si dovolila gostu govoriti, da si dovolila gostu razmišljati o tem, kaj želi sporočati in ti sledila, ne. Tudi, na primer, zadnjič si nekje razlagala o tej grozni tišini na televiziji, ne. Kako grozen se jo bojijo, ne. Ampak to ti si uporabila besedo, to je tišina z globino, a ne. In če jo ni, manjka. Manjka, a ne. No, ampak hočeš reči, a ni grozen, a si se počutila kdaj zbanalizirano, ko smo Zvezdano enačili z ono, ki pije urin? A veš, tako se mi zdi, da je bilo najbolj, zdaj pa, koliko je pa ona ful drzna, ke je pa to naredila, ne. Meni se je zdelo tako, skozi te oddaje si dala toliko veliko več, a ne. Saj vem, da si to popila na jutranjem programu, ne, še, ampak tako se mi je zdelo, da smo pol to tudi malo te duhovne poglede ali pa energije zbanalizirali, ne, to je tam. Leta in leta, še danes me vlačijo zaradi urina, ne. A veš kaj, nekaj ti moram iskreno povedati, mene to v resnici ni prizadelo. To, da se nekdo dela norca iz mene, zato ker sem poskusila urin, mislim, zakaj bi bila pa jaz jezna nanj, če on tako name gleda, mislim, on pač nič ne ve, a razumeš? Meni to samo pomeni, da ta človek nima pojma, zakaj gre pri urinoterapiji, da nima pojma, Bog ne daj, o kakšni tej medicini indijski, starodavni in tako naprej, da je poln predsodkov in da išče seveda bližnjico, po kateri me bo žvajznil, zato ker se mu zdim jaz pač mogoče ali ga provocira to, kakšna sem, da si upam, ali pa mu pač grem na živce. In, a veš, s tem se jaz res nimam kaj za ukvarjati, mislim, če bomo, mene prizadene, kadar me, na primer, človek, mislim, če me hoče nekdo užaliti v smislu, da manipuliram, kar pa ne delam, ne, da se lažem, da delam slabo ljudem. To bi me prizadelo in tle bi se branila in to bi me verjetno kar skrbelo, tako pa, mislim, če me to lahko, to je vse, kar mi lahko očitaš, mislim. Pa je pa v redu, ne. Pa v redu. Pa je pa v redu. Ja, mislim, če se on boš počutil, pa naj, ne. Ampak spet razmišljanje skozi to. Ajurvede, na primer, to je ajurveda, razumeš? To je del medicine, ki je stara 5000 let, razumeš, in se z tega norca delaš, ja. Oprost, če si videl sam kaj jaz vem, čez prve planke, če drugega ne poznaš, pol te jaz razumem, da je tebi to grozno. Zdaj, ko govorimo o teh konzumerjih, ne, ki so to vsebino poslušali in so o tem imeli neko mnenje. Ti si verjetno čutila publiko, ti si to oddajo tudi delala v času socialnih medijev, kjer se ti takoj, ne, sama si rekla, si tudi odprla profile, zato da si lahko čutila, ne, kako se ljudje na to odzivajo in tako naprej. In absolutno tudi s svojim delom, na primer, vidim, da ljudje smo redi, da ljudje želimo znanje. Dotaknil se me je en drug aspekt, ne. Jaz sem imel slučajno možnost, da sem te spoznal v času, ko sem te videl tako zelo odprto in tako zelo ranljivo, senzibilno, željno teh znanj. In ko so vstopali ljudje, tudi te učitelji, guruji, ne, znanilci, a me razumeš, ne? Ja. In se mi je zdelo zadnjič fenomenalno, ko sem te slišal, ko si izjavila, ne, kako prepoznati šarlatana ali pa kako prepoznati nekoga, ki nima dobrih namenov, stavek, ki se mi bo vedno, a ta človek to tudi živi. A ne? Kako si prišla do tega spoznanja, da je to ključen parameter, skozi katerega? Veš kako, daj se najbolj v bistvu, saj veš, jaz sem strastna, jaz se zaljubim, tako kot se zaljubim v knjigo, v film, se zaljubim v človeka, ki mi bo neko znanje delil z mano in tako naprej. In zaradi tega
sem jaz že v življenju dobila kar veliko nožev v hrbet in sem se nekaj časa trudila, da bom zdaj malo bolj pazljiva, pa da bom znala presoditi, ampak sem videla, da mene to stane več živcev, kakor pač tiste nože, pač si jih dam ven iz hrbta, pa gremo naprej, ne. Pol se je pa to, ko je bila korona, ko so bili težki časi, v bistvu najbolj videli in sem bila res presenečena. Se pravi, nekdo, ki govori o tem, da ne smeš izločevati, da ne smeš razlikovati, ki govori na primer o brezpogojni ljubezni, tam pa berem pol razne izjave, ki niso imele nič zveze s tem in so kaj šele o brezpogojni ljubezni, o razumevanju, o sobivanju, o tej sprejemanju različnosti. In takrat moram reči, da me to ta razkorak med tem, kar oni učijo, in med tem, kar sem pol videla, kadar je bilo, namreč to je bila, takrat najbolj vidiš človeka, ne, ko je kakšna posebna situacija, ko je težka, ko se je treba k čemu odreči, ko je treba nekako na drugačen način se znajti v življenju. No, takrat sem pa videla, mislim, da to sta pa dva različna planeta. In od takrat in potem sem tudi videla, na primer, pol pa imam še druga izkušnja, da imam prijateljice, ki so hodile na neke tečaje, mislim, ranjene, izgubljene in tako, kjer so plačevale 3.000, 4.000 evrov za neko šolanje in sem jih jaz gledala, kako v bistvu odhajajo še del od sebe. In seveda, se zgubljamo v tem, ne? Seveda, mislim, a veš, mislim, težko, sploh pa, če vidiš prijatelja, kako zaradi neke duhovnosti, ki uči, na primer, ki te uči, dajmo manifestirati ljubezen. Mislim, a veš, ljudje, mislim, zelo je pomembno, na katerem nivoju si ti. Meni beseda, dajmo manifestirati ljubezen, pomeni nekaj drugega. Jaz vem, kako je misli treba manifestirati, ker sem igralka. Jaz vem, kako jih je treba ponotranjiti, spraviti v kri, v meso, v mišice, da te misli živijo. Drugače pa so same sebi namen, so laž, so blef, so iluzija in ti moraš vedeti, s kakšnim človekom, s kom, tu smo si tako zelo različni in ti ne moreš to kar posploševati. In zato je to tukaj noter tako zelo veliko blefa. Se pravi, zaslužiti, jaz nimam nič proti, treba je računati za svoje delo, za svoj čas je treba računati, ti veš, da sicer jaz imam s tem probleme, ne, zaračunavati svoj čas, in hvala ti tudi za tebi, za vsa učenja, se trudim, ampak kakorkoli že, a veš, tukaj gre za tako subtilne in senzibilne stvari in ni brez veze, a veš, da nam ni dan ta prehod, direkten stik z božanskim, ampak je to dano samo enim, ker mi ne znamo in ker ne razumemo, bomo še to pokvarili, tako kot smo pokvarili vse ideje, najlepše ideje na svetu, Jezusa, poglej, mislim, kaj so naredili iz tega prekrasnega, iz te zgodbe, iz teh naukov. Mislim, mi vse pokvarimo in dokler smo tako zelo krvavi in tako zelo neozaveščeni, a veš, tako dolgo nam se tam vrata ne bojo kar tako odpirala in hvala Bogu, da se ne. In še nekaj, zdaj sem brala, slučajno sem naletela na eno izjemno dobro novo teorijo, ki ga primerjajo tegale biologa z Darwinom. On govori, da človek v bistvu, da je človek, to se pravi, vse te, ki mi mislimo živalskosti, ta ego, ta privoščljivost, ta neprivoščljivost, ta laganje, te dvojne morale, da s tem mi pravzaprav se ne rodimo, ampak da mi to v tej dvojnosti, v tem prestopu, ko dovolimo temu egu, da si ne verjamemo, da sebi ne verjamemo, svoji notranji moči, ki temu ne prisluhnemo, ampak se samo bojimo, pa branimo, pa gradimo nekaj na novo, kar že je, v bistvu to nas pol zapelje. In pol se moramo zdaj znova učiti pa 1000 evrov plačevati nekaj zato, da te sploh nekdo ne bo znal nagovoriti. A veš, zakaj rabimo te povezovalce do znanja, do vedenja, do zaznavanja, ne? V Sloveniji imamo eno učiteljico,
ke razlaga učencem, da jim morajo pomagati financirati zasebne polete, Ja. zato ker je bližje Jezusu in tam ne more biti gužve, da ima ona lahko z njim connection in ljudje to plačajo. Imamo ljudi, ki nas na predavanjih učencem razlagajo, kako pomembno je, da ne jejo mesa. So šli z mano v restavracijo, so si naročili svinjsko ribico, ne. A veš, tako se mi zdi, zakaj misliš, da ljudje rabimo te prevajalce, ali kako bi jim drugače rekel, da jim dovolimo, da nam, ne, servisirajo. Veš kako, jaz bom rekla tlele, zelo v bistvu, sebi nasprotujočo neko trditev. Jaz mislim, da je prav, da so, Aha. in jaz mislim, da, so v bistvu odgovarjajo neki stopnji pač te evolucije. Mi definitivno gremo skozi ta tunel, mi se bomo definitivno dvignili, človek bo šel čez vse te, se pravi, vse te, lastnosti, laži, sebičnosti, egoizma in tako naprej. Mi smo na tej poti, mislim, definitivno zelo počasi gre, ampak glede na to, na kateri stopnji pa si, je pa, mislim, da potrebno, ker to so vse nabiranje izkušenj. A veš, mi smo delali enkrat eno predstavo 2020 se je imenovala, to se pravi tik pred korono, z Ivicom Buljanom v Cankarjevem domu in smo se ukvarjali s tem fenomenom, zakaj ljudje množično nekomu verjamejo, zakaj plačujejo množično. In smo za nalogo dobili, da smo šli gledati tega Bracota. A veš, je bil tam v onem hotelu, Rožice. Mons ali kva, ne? Ja, ja. In smo šli. In jaz moji kolegi so šli v eni skupini, jaz sem pa pol nisem imela časa in sem šla pol sama. In sem že itak prišla tja in mene so že poznali, jaz sem imela že oddajo in so me ljudje gledali, Zvezdana tudi Braco. Jaz pa sem, razen to, da je Braco en človek, ki je nek čarovnik ali ne vem kaj, ki spreminja ljudem življenja, nisem vedela nič, ker je rekel režiser, nič ne raziskovati. No, in v glavnem nikoli ne pozabila, že v začetku, tam je bila, so neke rože prodajali, vsi so kupili en cvet. In jaz sem si, vem, da sem imela en klobuk, si tako dam klobuk, potisnem na nos, a veš, pa grem noter, pa ne kupim cveta, ne. In zdaj, a veš, polna sem bila nekaj predsodkov, jaz pa nisem del vas, ne, jaz sem prišla sem gledat, ne. A veš, in pol sem se zavedla, kaj delam, in sem si rekla, Zvezdana, zdaj pa nehaj, ne. Mislim, če hočeš imeti kaj od te izkušnje, proč s predsodki, proč, da že ful veliko veš, proč z vsem tem, bodi, zli se s to množico, ne. In gremo mi, no, in pol nas tako in vidim, ljudje se mi nasmihajo in vidim tam te ljudi, ke ne morejo hoditi, eni stari, eni očitno tudi bolni in tako, in nas pol zaženejo ene 60 v eno dvorano in gremo mimo ene mize, kjer je bilo polno cvetja, in seveda oni meni rezervirajo stol v prvi vrsti, ne. In meni že, jaz že čutim napuha, veš, jaz prva vrsta pa tako, ne. In spet sem imela delo, hvala Bogu, da se ni začelo, namreč tam je bil en oltar, neki, mislim, tak miza bela, neke bele lilije in, neki, reklamni tekst je tekel, tako da sem se jaz imela čas spet sebe, brez predsodkov, proti reklami, ajde, doživi. In se zlijem s to množico in pride on gor in ne reče nič. Nič ne reče. Tako direkt pred mano in jaz si tako zdaj rečem, zdaj bom pa začutila kaj, a bom kaj začutila, ali moram kaj začutiti. In tako, in pol spet sama s sabo, dialog, nehaj, prepusti se, a znaš, te zgodbe nisem še nobenemu pripovedovala. In, on začne, mislim, nič ne govori, meni se zdi, da nič ne govori, ne, nič, samo zre. In jaz zaslišim odzad, en človek zajoka. In zaslišim eno globoko dihanje. In jaz začnem čutiti te ljudi. In jaz začutim teh 60 ljudi, ki so prišli gledati tega v nas vzročega Bracota z velikimi težavami, z velikimi problemi, z smrtnimi boleznimi, z vsem tem, mislim, in razumela sem, zakaj so tam, in razumela sem tudi, da je mogoče ta zrenje, ko je gledal v nas, nekomu pomagalo. Verjetno je. On je računal 20 €, pa tisto vrtnico si kupil.
In takrat me je pretreslo to, da v nekem trenutku rabiš, da te nekdo samo gleda. Saj jaz bi lahko filozofirala, a veš, kako pomembno je, da se gledamo v oči, kako pomembno je, da si vzamemo čas za koga drugega. Kaj je vera, kaj je to, da mi od znotraj začutimo tako vero, da znamo biti tako naivni, tako čisti, da verjamemo nekomu, ki samo gleda. A veš, mi ustvarjamo ta prostor med njim in med nami, mi ustvarimo sebi vero v to, da nam bo zaradi tega boljše. Mi smo čarovniki. In jaz sem šla ven iz tega dogodka ne fascinirana nad Bracotom, mislim, z vsem spoštovanjem do njegovega dela in tudi do dela vseh teh, ki karkoli že delajo. Ampak žal mi je bilo, da nisem tiste rože kupila, ker pol so vsi tisti, ki so rože kupili, ki so jih imeli v dvorani, prišli ven in so jih položili tja za druge. In jaz sem, ko sem šla ven, dobila njihovo rožo. Tako da, hočem ti reči, lej, dobiš izkušnjo, ki si je vreden. Pa na tistem levelu, Na ki tistem si ga nivoju, zrel. kjer si. Ja. In to ni višji ali pa nižji nivo, ker jaz sem tudi zdaj opisala svojo borbo z nečimrnostjo, s tem, da toliko veliko vem, s to, kdo sem, kaj hočem, kako kritičnega mišljenja imam, koliko sem tudi realna, koliko sem na tleh, koliko sem razgledana in tako naprej. Z vsem tem sem morala pomesti, da sem lahko danes, da sem prišla do tega, kar ti danes kot pripovedujem kot zgodbo čiste milosti. Torej, bodimo milostni do vseh nas in ni višjih in nižjih nivojev, so samo nivoji, katere smo prišli preživeti na ta, a smem reči v temle podcastu, Komot. kurčev svet. Bravo. Pa smo spet pri isti zgodbi, samo ti si malo lepše rekla. No. Daj mi reči, a se ti zdi, da je tudi, če to prekopirava na to zasebno življenje, ne? To naše intimno doživljanje, ki želimo ljubiti in želimo biti ljubljeni, ne? A je to tudi spet doživiš na tistem levelu? A je? Ne? A sva lahko to prekopirava, da se nam zgodijo, dogajajo stvari na unem levelu, ko smo ga sposobni dojeti, sprejeti, Tako. ne? Razumeti. Tako. Mislim, se ti sam poznaš moje življenje, tako da jaz, na primer, nisem, pa ne bom več tako rekla, da nisem imela sreče z moškimi. Jaz sem imela srečo z moškimi, moški so mene oboževali, imeli radi in mislim, da sem zelo razvajena, še vedno, ne glede na leta in ne glede na to, mislim, kar se tiče moške ljubezni in pozornosti. Seveda pa imam izkušnje z moškimi, ki, se pravi, so ob meni se niso počutili cele, ali pa jaz sem nekaj provocirala in prinesla njim, oni pa meni svojo nesigurnost, oziroma oni meni to, kar so moje rane, so jih samo odpirali, niso jih zdravili, ne. Bili smo pač nevedni, ne, na neki način. In jaz, ko danes gledam, jaz nisem mogla drugače. Mislim, in danes sem vedno bolj, z vsakim dnem bolj hvaležna, da se mi je vse to zgodilo, kar se mi je, ker jaz danes ne bi tako sedela tukaj, ne bi imela tega znanja in tega razumevanja, predvsem pa ne bi spet se bom a danes lahko imam 3 besede grde. Komot. Rekla fuck off, mislim v tem smislu, a veš, če ne gre, pa nehajmo, mislim, komplicirati, pa se truditi, pa biti najboljši in ne vem kaj še vse. A veš, danes jaz to mirno rečem, zato ker sem se toliko potrudila, pa toliko vse dala vse od sebe, zdaj pa lej. Samo a to kaj bolečina v tebi govori? A veš, Ja, ja. seveda. Aha. Bolečina nikoli ne neha. Mislim, ne, bolečina neha, ampak rana ostane. Vse naše rane ostanejo tam, kjer so. In če bo en prst porinil noter, bo spet bolel. Bolj kot nekoga, ki je tam rane nima. In tu si mi si velikokrat mislimo, da smo nekaj predelali, pa tako smo predelali. Mi se zavedamo te rane, ne? Jaz se zavedam, ampak jaz to rano ščitim tako, da rečem, lej, fuck off. Tukaj do sem te bom spustila del, pa ne. Ali bom pa poiskala nekoga, ki ne odšel
Mislim, ker ne bo imel intuicije, ke mu ne bo dišala ta moja rana, ne. A veš, to je še vedno ples do konca, do zadnjega dneva bo tako, to je ples teh to, kako se mi privlačimo, a ti misliš, da bom jaz zdaj po vsem tem sama sebi verjela, da mene ne bo na neki poseben način določen tip moškega privlačil, če sem pa dva svoja najbolj pomembna moška v življenju srečala, tako da lahko vidim, obadva mislim, to je banalnost, v usnjeni jakni, to je edini največji spomin, mislim, najmočnejši spomin, ke se svojega očeta spominjam, v usnjenem plašču. Enega sem na motorju, enega sem srečala v usnjenem plašču, enega pa v usnjeni jakni na motorju. Mislim, in naj se zdaj jaz proti tej naravi borim, ali kaj? Zakaj pa? Ampak prej si rekla, če sem jaz a te bom prav, popravi me, ne? Ja. Kaj pa, če me ni mogel, ne? Ali pa če sem jaz če se je bal te moje moči ali pa samozavesti, a ne? A mi moramo razmišljati, ne, kako se jaz zdaj počutim, če si ti premočna? Ne, saj to je tisto, jaz sem se nehala z njima ukvarjati v tem smislu, saj sem se pa tudi dolgo sem bila žrtev, jaz mislim, zato jaz danes, na primer, ko nekoga vidim, da je žrtev, jaz ga zavoham na kilometre. In moram reči, da nisem preveč prijazna, zaradi tega, ker je, a veš, ljudje bi se morali odločiti, da ne bomo žrtve, ker to je res ponižujoče do nas, mislim, ker nam ni treba, a razumeš, in tudi ni treba non-stop kazati na druge, kaj so drugi krivi pa tako naprej. Tako da, Ampak si se počutila kdaj, ne vem, v svojem življenju, v svojem zakonu, v svojem odnosu, ne vem, tudi v službi, kot žrtev? Pa ja, saj sem se 20 let tako živela. Saj sem 20 let jaz to terala. Se spomniš mene v začetku, jaz sem ti pripovedovala, kaj on ne naredi, kako me on prizadene, ne kaj jaz. Kaj si jaz, ko sem se ostala sama, jaz sem se vprašala, kaj si želim, jaz nisem vedela, kaj si želim. Mislim, jaz sem še danes ne vem čisto dobro. A veš, še danes se nisem naučila biti čisto sama s tem, daj me vprašaj, kaj si jaz želim. Želim si, na primer, iti s tabo na Bali, želim si imeti tole oddajo, ki jo bom imela, želim si igrati kakšno predstavo, kaj bi si pa res, a veš, nekaj tako zelo želela. Ne vem, jaz si komaj kaj želim. Jaz si v vsakdanjem življenju ne želim nič. Kakor na primer, da bom na vrt, da bom imela čas za vrt, nimam, a veš, takih želja, ki si tako nekih konkretnih, ki, hvala Bogu, pa tudi pol nisem zaradi tega nič nesrečna, ampak, a veš, ko si ti, to je velik znak, ko si ti ne veš, kaj si sploh želiš, ne, veš, si zelo daleč od sebe in je treba sebe poiskati, ne. Ampak če jaz skozi njegova dejanja reflektiram samo sebe, ne, v tem partnerskem odnosu, ne, če on meni povzroča to in to, on dela to in to, a ne. To je grozna utopija pravzaprav razumevanja celotne situacije, a ne. Saj ti si tista, ki to dovoljuješ. Kdaj si ti poklikala, da ti pravzaprav ustvarjaš, ko dovoljuješ, da sprejemaš to vlogo žrtve na konec koncev? To poklikala sem jaz že hitro, a veš, meni je bilo že hitro jasno, da sem tlele jaz ključ, ne, kar dosti hitro, samo jaz nisem mogla drugače narediti. Jaz sem lahko prebrala na tone knjig, vsi ste mi lahko to govorili, vsi, ampak jaz enostavno nisem bila notranje sposobna. Nisem bila. In zato tudi jaz zelo pazim, mislim, a veš, najhujše je, ker se spomnim, da so prijateljice nehale, čim sem začela kaj jaz o svojem zakonu, pa tako, so že kar šle proč, ker sem se sam ponavljala. In veš, kako me še to dodaten pritisk je bil pa tako, ne obsojam nobenega, ki ne zmore, ker ti dejansko ne zmoreš, dokler tvoje notranje, tvoje notranje življenje, se pravi, dokler se te, kako bi to opisala, a veš, to je tako kot ena rana, ne, kot bi bil en majhen, se pravi, rana, se pravi, ke se gnoji, oziroma ki je ne znaš pozdraviti, pa jo malo spet, a veš, pa je super vse, pa spet malo zgine ta rana, pa je že krastica, skoraj se več ne vidi, pa pride življenje, vedno poskrbi, da pride, a veš. In to s tem tako drgneš, tako da jaz sem se včasih počutila, kot da je moje srce šmirglj papirjem, tole drgnem po sebi. In nisem
mogla reči ne, nisem mogla izstopiti, ker je bila občutek te bolečine, da bom ostala brez te hrane. To je vse, kar sem jaz poznala, je bila ta rana. Jaz sem ljubezen doživljala tako, kot sem jo videla, saj veš, kje se mi naučimo, kaj je ljubezen. Ljubezen, zdaj te imam rad, zdaj te bom klofnil, zdaj te imam rad, zdaj te bom ubil. In to sem jaz rabila. In brez tega sem jaz mislila, da bom umrla. Jaz sem res mislila, da bom umrla. In ni zaradi tega, ker biti brez tega je bilo težje, kakor s tistim, ki me je hkrati uničeval in mi je vsakokrat seveda me je bilo pa manj zaradi tega, ne, ker je bila rana vedno večja. Vedno manj me je bilo. In življenje poskrbi, da dokler rana, da dokler se ne prigrebeš do tistega trenutka, ko je rana tako velika, da ali boš razpadel, se pravi, padel sam vase in se šel tega do konca življenja, ali boš pa rekel ne in boš šel v to praznino. In ko sem jaz ostala zdaj sama, ko je zdaj že skoraj 3 leta, ne, jaz ti moram povedati, mene je ta praznina, a veš, če ti živiš celo življenje v paru, v družini veliki in ne vem kaj še vse, kar naenkrat je pa vse prazno. To je jekleno. To je jekleno, dih ti jemlje. Hodila sem po stopnicah dol iz svoje spalnice in sem vsako jutro razmišljala, zakaj sploh živiš, kakšen smisel pa ima tvoje življenje. In to je jekleno vame lezlo. Jaz sem se z vsemi 4, kar sem vedela, kar sem znala, sem se ven vlekla, ker sem, edino to sem znanje imela, da sem vedela, da to mine, ne. Da mine, ne. Da en dan bo pa prišel, ko bom šla po stopnicah, pa se ne bom več vprašala, čemu sem jaz. Čeprav mislim, da ta vprašanja, čemu si, zakaj si, kakšen smisel ima, niso slaba vprašanja. Slečejo te vsega ega, vsega napuha in se kar fajn iščeš svoj prostor, svoje mesto in se zavedaš, da si lahko vesel, da sploh si. Ampak, ne, če rečeš, slečeš ega, racijo vklopiš, a je sploh možno v tako intimnem odnosu, ko je nekdo tvoj kisik, ko ti nekdo s tem ljubim te, sovražim te, ne, ko ti daje ta dinamika kisik, da živiš, ne, a ti sploh lahko racija pomaga, ali pa neko tvoje znanje, ali pa širina, da bi rekel, halo, pojdi z tega avtobusa dol, ne. Prijateljice si rekla, so ti govorile, ne. Ja. Tudi verjetno, ko si delala na sebi, si dobivala neke špegle, ko si sama sebi verjetno tudi skozi to izkušnjo lahko rekla, to nekaj ni, ne. Ja. Ampak potem jutri ponoviš in ponoviš in ponoviš. A lahko sploh tle greva v racijo, greva v Veš, kako je? razumevanje? Jaz mislim, da brez racija meni tudi ne bi ratalo. Mhm. Samo z njim pa ravno tako ne. Jaz mislim, da je nujno, tako tudi kot igralka vem, nujno potrebna ta povezava racijo, srce in se pravi in celo telo. Ne samo srce, celo telo. Se pravi holistično, celostno. Brez racija racijo je zdrav. A veš, racijo se itak vedno odziva na to, kar mi čutimo, ne. Ampak ti imaš vedno lahko dvosmerno cesto. Ali racijo sproži neko čustvo, ali neko čustvo sproži neko misel, da ne rečemo racijo, ampak misli. Mislim, to je ples energiji, ti si cel v tem. In če umanjka, jaz imam veliko tudi, gledam na primer igralcev, zelo talentiranih ljudi, to je na primer zdaj dokaz, kako je pomembna misel, kako je pomembno znanje, kako je pomembna izobrazba, ki so talentirani neskončno. Ampak za veliko umetniško kariero, za veliko kariero nasploh moraš imeti ti izobrazbo, ker v nekem trenutku je samo to, kar ti si, premalo.
Ker vsi tudi veliki te, ki nimajo izobrazbe, so se v nekem trenutku začeli jako izobraževati. In problem vseh teh na primer problem, to jaz tudi govorim, tako da ne bom nič, teh duhovnih učiteljev in tako naprej, je to, da se ne izobražujejo, oni se izobražujejo na duhovnem področju, ampak ti moraš za veliki preboj na kateremkoli področju imeti široko znanje. Se pravi, da poznaš tudi zgodovino, da poznaš jezik, da poznaš ekonomijo, naravo, biologijo. Vse to je potrebno za preboj. Ne samo ena mala, en majhen tunel. Je premalo. Saj tudi ti, na primer, ti si bil vedno več, ker je tvoja širina, s tabo se lahko človek pogovarja o vsem. Mislim, ne? In ne moreš delati, mislim, da izstopiš iz neke množice in resnično kreiraš, moraš imeti znanje in izobrazbo. In ni dovolj. A veš, to, kar se eni govorijo, samo srce, ni dovolj. Jaz imam, zdaj si bom dovolil en vpogled, vem, da ne bom s tem šel preveč v tvojo zasebnost, ampak en tvoj uvod, vpogled moj videnje tebe, skozi tvojo spolno čakro, Balijci jo razumejo kot zadovoljevanje potrebe nekoga drugega pred svojo lastno potrebo, A si razmišljala kdaj, da je to potreba po tem zadovoljevanju potreb drugih pred svojimi lastnimi potrebami pravzaprav bila tvoja gonilna sila, da si lahko hranila nekoga, ki te je mesaril, Da si zadovoljevala njegovo potrebo, pa zdaj sem mogoče tako grobo besedo rekel, mesaril, ampak, a veš, da se vedno znova, tudi ta dinamika, zadnjič sem si rekel, da imate izzive kot z otroki, da imaš izzive in tako naprej, v različnih fazah imamo različne izzive, ampak ta tvoja spolna čakra je tako zelo zemeljska, tako zelo primitivna v tem iskrenosti in čistosti, spet v tej potrebi, da zadovoljuješ potrebo nekoga drugega. Si se kdaj vprašala, da si v resnici hranila zato, da si lahko trpela? Ja, seveda. Se to je kar dosti perverzno v smislu, mislim, in zato tudi, ampak to je to je vzorec žrtve, zato jaz tega tako ne maram. Razumeš, da samo zato, da bi te nekdo imel rad, boš, ali pa, da boš, a veš, saj jasno, meni je oče umrl, mama je bila tam jokala cele dneve, mislim, ali pa mogoče tudi malo, ker prideš, a veš, z nekimi zgodbami na svet, se pravi, da boš drugim, da bo druge. In pa si lahko misliš, kakšna jeklena samota je bila, polka jaz nisem imela več nikogar drugega, sama, sebe zadovolji. In zanimivo, ker si rekel tale korenska čakra, jaz sem, vsakokrat, ko sem bila, na primer, kje, ker lahko vidijo, na primer, kakšen pretok imaš pa tako, sem jaz, ker sem mislila, da sem ravno v tem najmočnejša, tukaj bila vedno nepretočna, vedno premalo rdeče barve. Odkot? Ampak, dragi moj, zadnje leto pa ni več tega. Zadnje leto se je pa ta del moj rdeče-oranžen končno ujačal v harmoniji s tem. A odjemalci, ti odjemalci, ki so 20 let se hranili s tem, a so poštekali? A se ti zdi, a veš, da razumejo te odjemalci v enem trenutku, da si ojačana? Ne, odjemalci tega ne bojo nikoli štekali in oni bojo vedno hodili to imeti. Seveda se jaz z njimi, pač najlažje je, da se ne družiš z njimi ali pa da narediš neko distanco. Mislim, odjemalci, saj veš, mislim, kdo se bo pa sam od sebe odpovedal nečemu, kar je bilo fajn, ne. Ja. Ti kot soodvisnica, si pa v bistvu na nek način delovala za to, da si to zadovoljevala. Sej, jaz sem to rabila, se zato pravim, da jaz se zdaj, na primer, ko tako razmišljam, na primer, kakšni ljudje me privlačijo in tako jaz poznam zdaj svoje vzorce. Jaz tudi vem, koliko sem močna, da jih krutim in kdaj si rečem, kar bo pa bo, saj nam ni noben rekel, da nas ne bo do konca življenja nekaj bolelo. Zdaj, če sem jaz dala neko tako zelo zanimivo, intenzivno izkušnjo, 30 let trajajočo skozi, še to ne pomeni, da sem jaz kaj v resnici bolj pametna. Malo bolj razumem, ampak to so majhni koraki, Ampak bi rekla, da še vedno verjameš v ljubezen? Ja. A je to neka imaginarna zadeva?
Ne, Zdaj sem poslušal nekoga, ki je rekel, da ne vem, da včasih to ljubezen bila samo za na dvor, ne, da navadni ljudje se niso ukvarjali, so razmišljali, kdo mi bo omogočil 2 njive, ja. ne, kdo mi bo omogočil, da bodo otroci imeli nekaj za jesti, ne, da so se s to zgodbo ukvarjali premožnejši, ne, na dvorih in tako naprej, in da je to izmišljotina zadnjih 200 let, ne. To je z doktor Mili Ja, Vojnovićem ja, sva ja. imela to debato, ker je rekel, da to je čisto izmišljotina in da to teater in knjige, to Ampak jaz nočem to spodbujamo pa to. verjeti, Zvezdana. Ne, on, glej, jaz vem, jaz sem pol pogruntala, midva sva se o tem pogovarjala. On seveda, on spet govori o tem, o teh nivojih, kako ti razumeš ljubezen, ne. A veš, en bo razumel ljubezen, grabiti, to mora biti tako, prepričanje je tako, ti si moja, to je to, to je to, to je to. A veš, odvisen je, kako, na katerem nivoju ti razumeš, kaj je ljubezen, ne. A veš, mi vsi smo narejeni, hvala bogu smo narejeni, ljudje zato, da smo si blizu, da se pobožamo, da se družimo, da se skupaj smejimo. Mi najtežje prenašamo samote in vse to je ljubezen, ne. In lepo je, da danes vemo nekaj, ne, vsaj zame je bil to na primer kar velik preboj, ko je, ne vem, kdo je meni, Šimleša rekel: "Pa Zvezdana, saj ljubezen ni samo partnerstvo, ljubezen je, odnos je ljubezenski odnos imaš z rožo, z živaljo, s knjigo, z vsem tem." In odkar jaz tako, razumem, kaj je ljubezen, je meni seveda mnogo, mnogo lažje. Kar se tiče pa človeške te bližine in ljubezni, a veš, tudi prijateljska ljubezen je fenomenalna. Važno je, da tisto, kar si ti, da seveda ti najprej sebi daš dovolj ljubezni, da je ta kupica 3/4 polna in pol tiste kapljice, ki pridejo od zunaj, so čisto zlato. Ampak v bistvu je ljubezen pulziranje tega celega človeštva, razumeš? Noben ne more biti srečen in zaljubljen, če je cel svet okrog črn, če je v vojni, poglej, kako je to. A veš, in pol, na primer, a veš, tako da mi rabimo ljubezen, kakršnakoli že, a ne, a si jo predstavljamo romantično ali čisto konkretno, čisto vseeno je. Samo živimo to. Ja, jaz se samo včasih sprašujem, če ni to neki, ne vem, pamflet, če to ni nekaj kar zato, da bi bilo lažje, ne, a veš. Jaz ne vem, v svojem delu ali pa v svojem funkcioniranju velikokrat vidim ljudi, ki pri živem telesu gnijejo in propadajo. Točno meni je bilo tako nenormalno všeč, ko si s to rano, to metaforo, ne, a veš. Ampak ljudje vstajajo, ne, se jim zdi, da je to pač Veš kaj, mogoče njihova bi se, pot. veš kaj, mogoče bi se morali najprej vprašati, kako vsak sam sebe, kako on čuti ljubezen, se pravi, kako jo opišeš. Zame je ljubezen, na primer, a veš, ena taka koprena milina, ki se mi naredi, tako kot na primer, zdaj jo čutim ljubezen med nama, zaradi tega, ker se tako iskreno pogovarjava, ker me tako ljubeče poslušaš, sprejemaš. To je ljubezen. In od tega, a veš, vidiš, imam mokre oči in me kar nosi. To je zame ljubezen, ne. In to je ta trenutek tukaj. In ljubezen ni kamen, mislim, je lahko tudi kamen, ampak to ni nekaj, tako kot nekaj stalnega. In jaz se bom ves čas trudila v svojem življenju, da bom take odnose razvijala, da bom čim bolj v tem občutku. Kako ne more biti ljubezen, na primer, tam sedi nasprot mene en človek, ki je, kaj jaz vem, na primer, da jaz ne bi mogla razvijati ljubezni, zato ker je nekdo črn ali pa zato, ker je nekdo nekaj drugega, kakor je vse normalno sprejeto. Mislim, kva imam jaz s tem? To so občutki, ki jih mi med sabo ustvarjamo skupaj. Jaz na koncu koncev, tudi če ti mene, na primer, ne bi imel zdaj tako rad, kakor me imaš, jaz bi vse naredila za to. Svojo veliko ljubeznijo in milino, da bi te očarala, da bi ti začutil to. In mi imamo to moč. In to je ljubezen. Se pravi, in če ti v enem zakonu rečeš, da si v njem zaradi ljubezni, je verjetno, če bi bila jaz terapevt, se najprej, in to se igralci zelo veliko pogovarjamo, a veš,
razčleni, kaj je to ljubezen. Kaj je ljubezen, kdaj ti je ful lepo in potem bo počasi, hitreje boš razumel, kdaj je odvisnost, da si ti enostavno zgubljen, brez tega odnosa, ki boli, ne? Ampak, a ni lažje se pol pogovarjati o tem, midva imava kredit, ne morava narazen. Midva imava 2 otroka, ne morava narazen. To pač tako je. Sej niso vsi zakoni srečni. Ne, kaj misliš, kdaj stopi ta segment noter v razmišljanje, da pač morava, ne? Veš, kako je? Če, na primer, zdaj jaz sem, kar se tega tiče, tudi zelo pragmatična postala, ne. Glej, če pa je tako, da imaš ti kredit, pa seveda zdaj imaš cele, bi moral iti nekam, ne vem, pod most, zato ker bi se pač ločil, se ti pa tudi ni treba ločiti. Se pa zmenita, ne, en živi v eni Ampak, a sobi, je to en ne gre. utopija, da si rečem, pač bom ostal s tabo, zato ker imava kredit, ker imava otroke, ker imava... Ne, samo jasno se zmenita, kakšen je ta odnos. A ta odnos, to ni ljubezen, definitivno, to mora biti, to se morata obadva zmeniti, to je nek prijateljski odnos, zato da bojo najini otroci pač bova obadva skrbela, ampak nobenih iluzij si ne smeta ne en ne drug. Veš, te iluzije, da en bi si želel, en pa ne. Mislim, to je najhujše, ker ti moraš vedeti, v mojem primeru, ko sem jaz sem hotela si tako čistega vina naliti in si reči, dajmo se zmeniti, ne, ampak je na druga stran meni ves čas govorila, ti si to samo domišljaš, ne, jaz imam tebe rad, to je vse, razumeš, me je ves čas vlekla v to, da bi živela v iluziji, za katero sem vedela, da je iluzija in da je laž. Ampak drugače pa jaz, na primer, se veš, jaz tudi v Suzi pišem, daj, ni se ti treba ločiti, sam zmeni se in predlagaj na koncu koncev, danes moderni ženski, jaz rečem, predlagam ti, da mu predlagaš, ne, da imata odprto zvezo. Imata nek zakon, vesta, kaj so pravila, se pravi, otroci so pravila, pravila so kredit in tako naprej, ostalo pa odprta zveza, on te vara, ti trpiš, za kva bi ti trpela. Zmenita se, odprta zveza, ampak ko ne mu rečeš, ti mene varaš, jaz vem, da me varaš, zdaj pa me ne boš rabil varati, zdaj jaz vem, da ti hodiš okrog in zdaj boš tudi ti vedel, da bom jaz hodila okrog. In zakaj pa ne? Zakaj bi se pa morali mučiti? Samo bodimo pošteni pa iskreni, ker poštenost in iskrenost je temelj odnosov. Od tukaj ven, mislim, to je temelj, brez tega ni. Če ti nisi pošten, iskren in spoštljiv in še to, potem v bistvu ne, mislim, ni odnosa. Ni ga. Ni. In bodi konkreten, zakaj pa bi se bilo treba ločiti, pa premoženje na pol, pa daviti se. Sam pač naliti čistega vina. Ja, naliješ tako si je. čistega vina in se zmeniš. Okay. In Ne pa, tudi da prodajaš to kot zgodbo. Ja, Zakaj, ne? ja, in če Kaj ne pa ima premeti. seks? Kaj pa ima... Ja, seks se pa zmeniš, ali bosta kdaj še seksala, A pa je on tudi z to drugimi, pa ti z drugimi. Mislim, to se dajo tudi, mislim, lej, Sama ni, jaz vseeno si upam domišljati, da je seks ena taka zelo intimna stvar, ne? ja, veš, dragi moj, jaz ne bi mogla tako živeti. Jaz govorim zdaj samo praktično, ker nekaj Ja. sem pa videla, ne. Imeti take velike tragedije, mislim, s temi premoženji, pa s temi se ti pa včasih tudi ne splača toliko zelo, razumeš, se sekirati in otroke pri 12, 13 Ja. narazen, mislim, mi smo odrasli ljudje in se lahko zmenimo. Drugače pa jaz, na primer, v tak odnos bi res šla zelo težko. Mislim, jaz ne vem, če bi bila jaz zmožna, ne. Mislim, danes že. Ampak danes jaz nimam teh interesov materialnih pa tako takih, ne. Ampak dokler so ti tako zelo živi, ti res ni treba, mislim, se sta dva odrasla človeka. Hudo je, če ti do njega nekaj čutiš, on pa do tebe ne. Ampak tvoja naloga je, da mislim, poleg tega, da samega sebe spraviš do stanja, da se nehaš poniževati, da ti ljubiš enega, ki tebe ne ljubi, no, mislim, za koga boš pa, mislim, poleg tega, ali pa še imam, s tem sem se tudi jaz sama tolažila. Saj nekoč so pa živeli vitezi v srednjem veku, pa nisi nikdar se mogel niti dotakniti svoje ljubljene osebe, pa si jo imel v glavi, pa si jo ljubil. Se kdo pa ti prepoveduje kogarkoli ljubiti, ne? A je tako?
Imaš moža, ki ga ljubiš, on živi po svoje, ampak ti ga ljubiš. Mislim, tle je milijon možnosti, bodimo kreativni in ni treba se na iluzije, mislim, moramo razumeti, kaj so iluzije, kaj pa je realnost. A veš, te iluzije, veš, kaj meni je rekla iluzija ena. je nevarna stvar, ne? Ja, ne, to je najhujše. Meni je rekla ena džotišarka enkrat, čisto začetku še, ki mi je gledala džotiš, pa je rekla Zvezdana, ampak nehaj ti že gledati skozi ritno luknjo sonce. Tega ne bom nikoli v življenju pozabila. To sem jaz delala. Pa nehaj, ritna luknja je ritna luknja. Sonce je sonce. Vse je trajalo, da sem to razumela, ne. Ampak, a veš, mislim, to je iluzija, to je moč te iluzije. Iluzija mora biti tako, kot sem si jaz predstavljala, tako, kot so mene naučili, ne. Mora. To je strahotno. Vsaj pri meni je bilo in mislim, da kakor vidim okrog tudi. Iluzija, niti zavedaš se, ne. Ker je ona meni to rekla, spusti svoje iluzije. Kake iluzije, kje pa jaz, saj pa nisem, mislim, kaj mi to govori, kake iluzije, jaz nisem razumela. Zato so te nivoji, a veš, to so koraki, da pol začneš razumevati, ker toliko sem pa bila, da sem se s tem ukvarjala, kaj je to iluzija, kje jaz to delam, a jaz to delam, a je to res, a ni res, kaj je to iluzija. Ne? Z neba pa ti kar tako ne pade, če ne delaš na sebi. Samo to, kar si prej rekla, ne, to se me je dotaknilo v tem smislu za razmislek. Saj ne morem, če ti meni jasno sporočaš, da me nimaš rad, ne, da ne bi izbral mene, da ne želiš več izbrati mene, ne. Kaj pol jaz tam išem? Kaj jaz tam počnem? Kaj misliš, da počnemo tam? Čakamo. Mislim, to je strahotna nevrednost in sam sebe nimaš nič rad, ker čakaš, mislim, ker ti je sploh zanimiv človek, ki tebe nima rad, ki te rani. A ni to zanimivo? Ja, to so te mali ta... Mazohizem, veš, ti si zrastel s tem občutkom in ti samo ta občutek poznaš. In ti misliš, da je to, mislim, ne, ti misliš, ti ne moreš brez tega, ker ti to, edino to, kar je poznaš, to zanikanje ni te, nisi dovolj vredna, lej, zdaj te bom, zdaj si krasna, ne, zdaj pa, fuj, mislim, ne vem kaj. In ti v tem, to je edino, kar poznaš. In zato ima tako moč, ne, zato moraš ti to analizirati, odvreči te iluzije, se rukniti v zemljo, veš, da imam jaz zelo rada zemljo, rukniti se v zemljo, v blato, biti do sebe, mislim, res iskren, krut, mislim, mislim, razumeti, kaj je to, kdaj si ti bogi, jaz sem tak bogi, ne, a veš, jaz sem tak boga, ne, to moraš razumeti in potem sebe, a veš, jaz sem sebe žličko po žličko nalivala tole vase, sem vredna, lej, sem vredna in pol, a veš, pa vsa ta učenja, ki se jih naučiš, pa vem, da mi je rekel kot je težko, ne glej v tisto noter, ves čas, 24 ur v tisti problem, ozri se, kaj sem vse naredila, in pa sem se ozrla, kaj sem vse naredila, to sem naredila, pa to se ni, žlička spet malo sem več vredna, sem vredna, dokler nisem dovolj vredna, da lažje to vidiš, se soočiš s to resnico. Lej, ta človek te nima rad, ne zato, ker bi tebi hotel kaj slabega narediti, ker ne zna imeti rad, ker ne zmore imeti rad, ker je on, Bog ve, kakšen kufre ima pa on s sabo. In vidva sta se našla zato, da si bosta to povedala, zdaj pa meni je sinulo, mogoče njemu ni sinulo, mislim, se opravičujem, ne. Mislim, jaz sem razumela sporočilo, on pa kakor ve in zna, jaz sem razumela, kaj se moram naučiti, ne. In sem delala na tem. Pa ne samo v odnosu, tudi v službi, saj na koncu ti sam veš, a veš, meni ni bilo z rožicami poslano, pa sem imela prekrasne šanse, ampak ta mala nevrednost, a veš, ali pa ta, mislim, jaz sem bila dobesedno kamikaze, razumeš, če sem videla jaz, da je kakšnemu mojemu soigralcu toliko zelo pomembno, da je v prvi vrsti, da bo šele pol srečen, se jaz v drugo vrsto umaknila, samo zato, da bi bil on srečen. No, to je to. Ne, a veš, pa sem pa bila jaz tudi pol nesrečna, ker nisem bila v prvi vrsti, ne, ampak nisem bila pa jezna nanj, hočem reči, tako v en tak ples sem se šla, ker mi tudi ne bi bilo kdaj pa kdaj treba, ne. Kaj bi rekel, da je največje spoznanje ali pa razočaranje
ki te je obogatilo, a veš, ke včasih zmerom razumemo, jaz vidim, da veliko ljudi razume, da je neko razočaranje prineslo neko negativno posledico, ne, neko žalost, neko tugo. Jaz pa včasih ta razočaranje razumem tudi kot bogatenje, kot rast, ne. Zato ti tudi jaz ne bom znala razložiti, kaj je največje razočaranje. Meni so vsi izzivi, mislim, bili namenjeni in jaz sem jih vesela, predvsem sem pa vesela nečesa, da sem se jaz znala z njimi ven potegniti. Jaz danes tako sedim tukaj s tabo in se lahko pogovarjam o tem sproščeno, da me ni sram, da sem lahko vesela. Koliko me pa In sram opraviti s tem, vidiš, to se mi zdi Ja. spet super, ne, a se igramo s sramom, ne? Seveda te je sram. A veš kaj, jaz sem imela 2 Meni zvezi. pa ni ratalo, ne. Ja, jaz sem imela 2 zvezi in po prvi zvezi, mislim, ke sem bila res zelo mlada pa tako, mislim, tista niti ni bila toliko zelo močna, ampak ta druga je toliko dolgo časa živela tudi zaradi tega, ker si jaz nisem ker je bilo mene sram drugo zvezo zafrkniti. Veš, kaj to pomeni? Ko te pa 2-krat gre, mislim, imaš otroke in vse, in ti v drugo ne uspe, nekaj je narobe s tabo. Nekaj je zelo narobe s tabo, Zvezdana, ne. Če si 2, Če že drugič, ne daj bože tretjič. Pa če si tak človek, da je to tvoja vrednota, kao, ne. A veš, družina, uspešna družina, lepa družina, ne, saj mogoče eni grejo iz zakona v zakon, pa to ni taka frka za njih, zame pa je bila, ne. Mene je bilo pa sram, ne. Sram neuspeha, neuspeha. da Sram, te nima rad. ja, da jaz nisem, da mene en moški, ne, to, da me nima rad, to sem ti že povedala, to sploh ni res, ne. Mislim, to sem jaz tako doživljala, Ja, da me ja, nima ja, rad, ja, ne. ja, ja. Jaz sem tako, On on je mene, nikakor, ne. on še danes meni pravi, mislim, ti si ljubezen mojega življenja, ne, a veš. In jaz to danes z to distanco verjamem in razumem, ampak to s tem realnim ni imelo zveze, ne. Midva sva govorila različne jezike ljubezni. To jaz mojim sinovom razlagam. Če že govorimo o ljubezni in o odnosih in tako naprej, se moramo zavedati, da tule govorimo na primer slovenščino, ampak to še zdaleč ni isti jezik, ne. Kaj je zame ljubezen, kaj je zame vrednost, zame je, kaj je zame plus in kaj je zame minus in tako naprej, ne. A veš, različni jeziki ljubezni, različni jeziki spoštovanja. Na primer, jaz se spomnim, zelo velikokrat je meni kdo očital, na primer v tem smislu, da ga jaz ne spoštujem, samo zato, ker je meni rekel: "Pojdi po desni pa tam po levi." In jaz nisem šla po desni pa po levi, ampak sem našla neko svojo pot, ker mislim, a je to zelo važno, a bom prišla po lezvi pa po desni ali pa po levi, mislim, v glavnem tja sem tja prišla, ne. Meni se to ni zdelo pomembno, ne. Njemu pa se je zdelo pomembno, da bi jaz hodila, šla po točno tisti poti, po kateri je on meni rekel, da naj gremo, ne. In jaz nisem mogla tega razumeti, ker zakaj ti zdaj tu travmo doživljaš, da te jaz ne spoštujem. Pa jaz tebe spoštujem, samo jaz, meni ni to toliko zelo pomembno, ne. Če bi ti jaz rekla: "Pojdi po levi pa po desni," pa bi ti šel po svoje, meni to ne bi nič pomenilo, mislim. Super, znašel si se, prišel si na cilj, ne. Ker sem gledala skozi svoj vrednostni sistem in svoj jezik, ne. A veš? In v življenju zaradi tega temu človeku ne bi rekla, da me ne spoštuje. On je pa imel non-stop probleme s tem, da ga ne spoštujem. Dokler nisem jaz pol zaštekala, s čim on to povezuje, ne. Ampak mu nisem mogla ustreči vsem, ne. A se ti zdi, da se kdaj neham učiti? Ne. Ja, jaz ne maram teh zgodb, meni se zdijo, ne vem, jaz sem zdaj v eni tej fazi, ke se bližam eni taki številki, da se počutim, da zdaj pa že mogoče lahko kaj rečem, da zdaj pa že mogoče imam kakšno življenjsko izkušnjo, da lahko kaj rečem, a ne. Ne bi nikoli več bil 20, ne, bil bi 20 s tem, s to modrostjo, ne, pa s tem zavedanjem, ali pa s temi življenjskimi izkušnjami, ki jih imam zdaj. Na jetra mi gre, da nekdo razmišlja, da je nekdo moder pa starejši, zaradi tega, ker je starejši. A se ti zdi, da je tam zunaj življenje, ke te še čaka, da te bo še učilo, da te bo še ljubilo, da te bo še bolelo?
Absolutno. Veš, kako je, jaz se počutim tako, ne, saj res zelo veliko veš in ta modrost, te izkušnje, ta ljubezen, vse to te skozi marsikatero življenjsko situacijo, v katero zdaj prihajaš, kar nosi. A veš, kompas je že, a veš, že pluješ. Ti kljub vsemu, dragi moj, pluješ v pristan ali pa pluješ v delto, ne. A veš, lahko izbereš na primer sliko, ne. In to plutje je drugačno kot ono po brzicah in tako naprej. Tako da, in seveda, meni včasih zazdi, da bom kar presahnila s temi besedami, ker včasih te tišine oziroma te manj je več, je ta sežetek življenja, manj je več, ne, mene bo vedno manj in me bo, se pravi duhovno, spiritualno vedno več, vedno, ne. In, to, da bi si jaz mislila ali pa sebe blefirala, da bom jaz kdaj vse vedela pa vse znala, mislim, to mi je pa že pri 10 letih bilo jasno, nisem imela te nečimrnosti. In meni se zdi to celo zelo fajn. A veš, ker to ne pomeni, da se ti en dan usedeš in rečeš: "Zdaj pa jaz vse znam, zdaj pa kaj, a boš nehal živeti, ali kaj?" Mislim, ne, do zadnjega trenutka bomo odkrivali, se borili, in seveda poskušali živeti to najbolj čisto, lepo, ljubečo resnico sebe, kolikor zmoremo. In si hkrati odpuščali vse tisto, česar ne zmoremo, ker mi ne rabimo biti sebi najhujši sodniki. Zunaj jih je ogromen, ke bojo sodniki tudi temule pogovoru. Saj zato te hočem na koncu vprašati, a se čutiš seksi? A je butasta vprašanje, ne, da je, ja. Ampak se mi zdi, da ti tako paše, da mi paše, ke se mi zdi, da oddaš en tak vibe, a se prepoznavaš, da si atraktivna, da si zanimiva, da si fajn, ne. A veš, tako se mi zdi, da zdaj toliko etiketiramo, toliko poskušamo, a ne. Zakaj si pa ne bi dala ene dobre etikete, da sva seksi, da sva fajn? Glej, ne, jaz, ja, vse to, kar si rekel, se počutim in, mislim, to je zdaj ta kemija naju dveh in, ne, pa saj veš, jaz na primer, meni včasih rečejo ta leta pa tako, jaz se sploh s tem ne ukvarjam. In tudi ne ukvarjam se s tem, da bi bila seksi ali pa da bi si to želela biti ali pa da bi No, saj zato sem hotel A veš, jaz kar sem, ne. Ja. In jaz kar sem in ne, da bi bila zdaj, zaradi tega, veš, ljudje, spet govorimo različni jezik, jaz iščem besede, kako bi to razložila čim bolj univerzalno. Biti, kar pomeni, da jaz sem, to pomeni, da sem vesela in ljubeča in to je seksi, ne? Ja, A kaj je seks? Ljubeče, veselo, radostno, se dotikaš, se veseliš, mislim, to je seks, ne? Ja. V bistvu, ne? Najboljši seks je to. Pa sva. To pa sva, ne? Pa sva, ne. Ej, ful ti hvala. Moji prijatelji z Avemeda so ti, ke mi pomagajo pri tem, da lahko delam to, kar neskončno rad delam, so pripravili en darilček za tebe. Da te majčkeno pocrkljajo, ampak neskončno vesel, saj ne vem, a sva bila, Nejc bo povedal, a sva bila predolga ali ne, ampak se mi zdi, da imaš tak vulkan, tako, zato sem vesel danes, ke si postregla s to novico, da boš spet delala, zato, ker se mi zdi, da je prav, da te slišijo, ne, a veš, ke bi rad, da daš tudi zato to provokacijo na koncu, a si seksi, ne, glih zato, ker nočem, da imamo etikete, da je nekdo drug lahko seksi, a ne. Jaz mislim, da s to strastjo, s katero ti živiš, si super seksi. In, a veš, ne, in sem te hotel res še enkrat neskončno hvala in za učke in za nasmeh in za zgodbe in za odprtost in hvala ti. Da vsem poveva, da prihajam spet z oddajo nazaj. Ja, to se mi zdi. Na Kanal 22, Catch 22. No, vidiš. Hvala vam za pozornost, hvala vam za ljubezen, s katero, kako že rečejo, delite
subskrbajte, Te. to moram zdaj šefat le Ja, pogledati. ja. Ja, Delite, subskrbajte, lajkajte. no, vidiš, Ja. ti govoriš ta pravi Ja, sem jezik, delala, podcast, saj veš, ne. Ja. Ja, vse dobro, Zvezdana. Hvala Srečno. lepa, hvala za povabilo. Hvala vsem za pozornost.